Ne bi bilo Alcaraza pa Sinnerja, bi Nole bil zdaj lahko Gotič, mislim, Gotič tega Goat ne bi bil, ampak ne bi bil, aha. Goat je Mislim, vseh najjači, časov. no. Ja, vem. V tem trenutku bi pa lahko, mislim, veliko večje možnosti bi imel, da bi pa zmagal neki, pa Da mi smo imeli pa tudi kakšne zelo slabe žogce, ne? Pa se nekako probal narediti, da za prvi servis si hotel imeti tako boljšo, ko bo hitra, za drugi servis pa počasnejšo, ker si pričakoval tudi nekaj nazaj, da boš dubu, pa da ne bo prehiter, ne. In pa obljubim vam, da bo tudi naprej vabila take zanimive goste. In zato se naročite na naš kanal, če še niste. Lahko tudi komentirate, koga bi si želeli slišati in midva bova poskušala vaše želje uresničiti. Top. Zdaj pa uživite v pogovoru. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Torkovega pogovora. Danes je z nama spet najbolj reden gost in to je Primož Pečnik. Danes je pa prišel, da bomo malo govorili, debatirali o tenisu, ki ga tudi sam nekaj igraš, ne? Vidim, da se do žogcev že na moja stanje. Ja, najprej hvala, da si spet vzel čas pa se nam pridružil. Ja, hvala, dobro večer. Evo, le koliko imamo super tile majke. Ja, prvič tako, ko si. Res profi, ja. Tako vsake toliko časa hvala, fajn prijeti, ker je velike nove tehnologije počel. Ja, Vsakeč Tudi nekaj vi, novega. ko vse obstaja, lučke in vse to imamo zdaj, ne. Tako da hvala Simon, hvala Jaka. Z veseljem. Ja. Veseljem. No, pa tenis, jaz sem malo manj Tenis, a? fan tenisa, kot sta vidva, pa tudi tega najbolj spremljaš, tako da danes bo malo diskusija, malo bo... Zadnje obdobje ga največ spremljam, zagotovo zgodovinsko ga Primož precej Ampak, več. a kdo dva igra tenis? Ti si mi že prej rekel, ne, Simon, da v bistvu neka pa ti Jaka. Ne, jaz sem ga igral v šoli s Simonom. Ti pa... si okej. ugotovil, da si full over, ne? Ja, full dober. Ne, sem šel enkrat igrati z eno prijateljico, ki precej bolj zna tenis, Ja. trenirala in sem ugotovil, da to je precej zahteven šport, utrujajoč, mislim, se do tega še pridemo bolj pol, sem nekako mislil. Okej, Ampak ja. tako na hiter povedano, sem spremenil malo mnenje o tenisu, ker na hiter. Aha, utrujajoč, ja. Ja, ker z nekom bolj Ja, meni se zdi badminton, mislim, zdaj, če si res dober, ne, na tem nivoju, kot jaz igram, ker daš servis tako malo v mrežo, pa moraš polne žogce pobirati, se jih ne zmatraš toliko, če tako igraš kolegijalno. Badminton se fujbal, ne. Pa ne, glih to Badminton se... se tako, žogco tako pobereš, serviraš, greš naprej, ne. Ne, pa sej glih to recimo mene zmatra pri tenisu, ker dam vse v mrežo, pa tečem na polno do mreže, pa nazaj. Pa se zmatraš, ja. Ja, ker to je prevelika tekmovalnost, to je treba teči. A vidiš, jaz sem pa poberalce, ne? No, sej to, sej pa to hec. spremeni, Fajn, ja, pa. veš. To pa spremeni, pač imaš pobiralce na Grand Slamih ali pa kjerkoli, kakršnakoli tekma, ne, imaš pobiralce, ki pa ful lažje, ne. Smo ta kolegica te nabila, ker ste igrala tenis, Ma, zato, ker si se sej ti ni zmatral, ker si s- laufal na mrežo, pa žogce pobirati, tako. Ja, mislim, Sam za to. Sam za to, Sam za to. ja, točno to. Naš drugega, ampak ja, sej, mislim, se ne bomo o mojem tenisu pogovarjali preveč, ker Ja, to... škoda, pa sem brez veze pač. Ne, mislim, sej nisem toliko dober, da bi glih mene komentirali, nisem. Boj ve kaj. Ja. Ne, tenis je zelo popularen. Mislim, tenis je bil včasih, Ja, ni pedal zdaj. ker sem bil ta smehan, nek- so vsi tenisi, ali je bil tenis tako malo, sploh še v Jugoslaviji, pa tako ne. Je bilo to, ni bilo toliko igrišče, ne, pa vsake toliko je bilo neko to peščeno pokriti igrišč, ni bilo nič, ni bilo samo poletcev, ljudje malo igrali. In se je tudi mogoče malo globalno tenis povezval z nekim koliko malo višjim statusom. No. Ja, to... Ne lih čisto kot golf, ampak na to temo, ne, pa bil ta gospodski šport, pa gor, pa dol, pa sploh ti z Wimbledon, pa vse to, ne, pa to. Zdaj pa ne, zdaj pa pač tenis vsak igra, tako da bi šel tle na vrtu kopavati, greš pač z nekom tenis igrati. Ne. Ja, Je po moje varianta. je tako postalo. Je približno tako, ja. Pa sploh med starejšimi je bolj popularen, kot mlajši, ampak dobro. Mogoče Pustimo pa dvojce, oni radi igrajo, ta starejši tudi pa tako, ne. Ja, ampak najprej sem za začetek pripravil neki statistike, tako, ker smo se glih preden smo začeli snemati, pogovarjali, si je rekel, da je tenis postal počasnejši. Imam tudi to statistiko, takoj iz povprečne hitrosti servisa, top 10 igralcev na svetu, koliko misliš, da je bila tako 20 let nazaj približno? Kaj, poprečno hitrost. Servis se je mogoče pospešil, ampak ti imaš... Aha, igra misliš. Jaz ne vem, kje, na tom boš ti, a ti veš, na kateri točki meri servis. To ti sem mislil udaraš, tudi jaz Pa, čez- kje pa kdaj, ne? Zato, ker fora te, da žogca, ki se enkrat odbije, se veliko stvari začne dogajati. Takrat se pa upočasni dejansko ful, ne? Ja, Možno, da je to verjetno so najla- najhitrejši točki izmer hitrost. Ne, In mislim, to je na začetku. valjda, ne.
Ne. Se ne dobijo pospeška žoga, dobijo pospešek. Čakaj, Udarce dobi začetno hitrost in pa izgublja. Mislim, Res je, da gre malo dol, ne? Ampak ja. to ni Ali je neka gravitacija čip, zdaj. Mislim, ne čisto v začetnem trenutku, verjetno malo kasneje, kot začetni trenutek. Ne. Vsaj ta vodoravna hitrost je malo kasneje, kot začetni trenutek, ki ti udarjaš in nekaj časa se pol verjetno še z loparjem žogca premika. Ne. Dobro, ko ker se lopar začne- zapusti ke- dobesed do konca žogca, ne? Ker Takrat je, lopar ful zavibrira in tako, ne? takrat je najvišja vodoravna hitrost. Ja, Navpična hitrost se pa potem viša. Ne. ja za raste. gravitacijo, ampak to ni nič, to z 2 metrov pade dol na žogca. Ja, to je res. Ampak Ja. se No, ja, zelo po primerjavi z unmu ne tok, ne? zelo hitro se tudi začne upočasnjevati zaradi upora. Ne. Tako da verjetno je v tistem prvem trenutku, ko se meri ta hitrost. Ja. Ja, recimo... Sam kako pa to zmeraš? Na loparju z močjo, silo ali Jaz- imaš nek čip per mreži? Ne vem. To so po Jaz mislim, da je moje bilo to, ja. zunanji senzori. Ja. Zunanji senzor. Ja, pa ne Nekako, moreš zmeriti takoj, Mogoče Ker se nad ne- mrežo meri, le ne vem. sej. Mislim, sam pol tista žogca, ki ne gre čez mrežo, se je Ke tudi zmer. Pri badmintonu žogca ful počasni, ful bolj kot pri Ja, tenisu. seveda. Ja. Pri badmintonu so oni servis, mislim, te šoti, ne vem koliko so, 250, 300 Zato, na ker uro, je- res so hitri, ampak v trenutku, ko pa žogca pade na tla oziroma tik pred tlemi, ker si jo pade na koncu drugega igrišča, je pa tako počasno, da je vsak od nas lahko v bistvu dobije. Nima nobene ustrajnosti, pa ful velik upor. Ne. Točno to. Ja, tako. Ja. Ful je lahka, pa mislim, Tako se je. je čist drugačen. Ampak žogca, šport. recimo pri tenisu, a veš, kam polno začne malo cveteti, ne? Mhm. Žogce mislim, menjajo na vsake 6 gemov, meni se zdi. In pa začne malo cveteti, ker cveti ima verjetno več upora. 100%. Ja, Ko vzameš ti ven iz piksne, Pač, nima ne cveti, ne? Mislim, ni še nič zacvetena. In to je bilo, recimo, če ste vidva, nista to gledala, najbrž verjetno ne. tudi nista bila rojena takrat, ne. Je bilo 2-1, 2-2, nekaj tezga, ko je Ivanišević zmagal, Mhm. edini Wimbledon, ne. Mhm. Ko on je bil serviser, ne se bom še prišel do servisa, kar si rekel, ampak Ja. on je bil serviser in on je prav od unih, nisem na šestimi žogcami igral, on je prav gledal pol na konc, s katero žogco bo, oni nasploh komuni podajači žogce jim dajo žogce, pa ima gledal, kjer bi imeli pa ok. Ampak on je pa prav hotel imeti isto, pa ne vem kva, pa da bo res na bon servis. Oziroma te fore imel malo vraževerne mogoče, da če ne bo as z eno žogco, pa hotel isto žogco imeti, pa tako malo. No. Ampak gledajo, no, malo tudi, kjer je bolj nacvetena, preden ustrelijo servis. Seveda, to vsi tudi zdaj konstantno gledajo, kjer žogca je že za smeti ali pa. Mogoče tudi tako gledajo, no, saj jaz recimo, ko sem, ampak pa nas je tako, da mi smo imeli pa tudi kakšne zelo slabe žogce, ne, pa si Ja, nekako valjda, ja. probal narediti, tako da za prvi servis si hotel imeti tako boljšo, ko bo hitra, za drugi servis pa počasnejšo, ker si pričakoval tudi nekaj nazaj, da boš dubu, pa da ne bo prehiter, ne. Ja, ali pa Recimo, ne. če prvi servis gre v mrežo, poskusiš, da ti malo bolj lepo počasi. Se daš, da gre ne, res in v takrat polje. ne rabiš hitre žogce več, ne. Ja. Oziroma, lih zato, ker se bojiš, kaj bo nazaj pa šlo, imaš rada počasnejše. Ja. žogce, no, ne. No, ampak dobro, raš zdaj malo, ne. smo se. kaj se pa ful- pri tem dogaja, ne, po moje nisem, da se poveča ful upor, ampak se tudi mešanje zraka ful poveča, veš. Ja, Ja, in, ker so, je to in so zaradi čudne trajektorije in pa se žogca začne pa svoje obnašati. če cveti. Ja, Oziroma, ja, ja. tudi po moje, ja. A veš, in Motlo, pol nimaš ja. več enake kontrole na žogco, kot si imel, dokler je bila žogca Tudi Rogerja nerazsvetljena. motlo, Roger Ja. je pa kontroler težak. Ne. Ja. Pa tudi, ko pade na tla, pol, če je ta. Se malo drugače mogoče- drugače ja. odbije. sigurno. Ja. Bi rekel, ja. Ampak ja, no. Zašli smo, kaj si? Ja, kje ja, smo bili v vprašal bistvu? sem, koliko misliš, da je bila povprečna Aha. hitrost. A vidiš, hotel sem Mislim, se izogniti. Tudi ko ne spito, ker se ne izogneš vprašanja na koncu. ne. Ja, na koncu. A ne. kdaj? 20 let nazaj. Poprečno kaj? Nasploh na ATP turu, na turnirju recimo. Ja, top 10 igralcev. Top 10 igračev. Sicer to, Poprečna pri servisu, top 10, 20 let nazaj. sicer to ne vem, a je statistika top Sam- 10 igralcev, Ja. serverjev z najvišjo hitrostjo. Ali top 10 ali ATP, top saj vse, ja. 10, Ok, razumem, ja. Ja. Ampak top 10, a tako konstantno so to servirali, ali njihov najjači servis? Mislim, da povprečje. Ok, zdaj bom tako rekel. Med 195 pa 200. Nižje, precej nižje. 185 To je ni bilo, nič. no, ampak To pa je res, to ni nič, to pa ni res, ne. Mislim, to pa ne verjamem. ja, jaz pa nekako verjamem. Jaz nisem servisa videl pod 185 sploh. Na Ja, veš, turnirju kaj kot zelo- prvega servisa.
Ja, Nisem ga videl. sej ta Pa ne more to statistika bi mogel pogledati, ker je zelo pol odvisen, če je bilo pa več napak na prvi servis, Ja. se pa to zelo zniža. Če je tudi A drugi ja, to je servis, prvi in drugi servis, ne samo prvi. ja, Jaz mislim, da- se ne Ja, vem. bi rekel. Zato, Pol ker, se pa ful zniža. Roger, ne če sem jaz videl Rogerja servis pod 190, kadarkoli. Ali pa če sem ga že lih tako. Nadal, ki je kam imel malo slabši servis, je tudi tam pa na 185 serviral prvega v povprečju, ampak nadal ni server, je slab server. Ne. Unite hudi, Rodik je bil več kot 20 let, že na 25 let, je nabil konstantno 205, 210, prva serija se praktično. Ne. Ja, no zdaj naj bi bila koliko je zdaj naj bi bila pa tam 200 plus, recimo 200, 210, kaj takega. Zanimivo. Ja. Na tehnike so to drugačne, lopari so tehnologija. Lopari, mislim, se to je odvisno predvsem zaradi tehnologije, neki močnejši niso zdaj, ne. Ampak ja, to je samo ena No, gremo na statistika. podlage, tako je pol. Ne? A na podlage? Ja, ne. Ker jaz še vedno trdim, da je igra danes počasnejša, kot je bila. Mislim, počasnejša. Ali pa ljudje toliko bolj nabijajo žogco. No. Recimo, igra se je spremenila, ti si imel včasih glede na podlago različen slog igre. Zato sem jaz rad tenis. Na pesku so si podali na dolge, polne visoke žoge, pa te top spine, pa to pa so to nabijali. Na travi bo veliko serve and volley, ne? Ampak zdaj ti noben več ne bo serve and volley igral na travi. Skoraj noben. Tomi Haas je igral, da to ne koliko let nazaj. Roger je igral. Roger bi igral serve and volley, če bi se dal to igrati na travi, ampak je bila igra taka, da ni več mogel. Včasih je pač na mrežo. Včasih, Sampras, Ivanišević, te modeli so Beker, to so Edward, so vsi serve and volley igrali. Ne? Mogoče, da res ni bila žoga tako hitra, ampak je, ne vem, se manj odbila, ne vem kaj, ali što lažje. So hodili na mrežo in je bilo meni to bolj zanimivo, meni kot fanu gledati tenis, ker si imel različen način igre. Ne? V Parizu so drugačen tenis kot v Wimbledonu. Danes v bistvu se ti boš bolj gledal, igrajo enak praktično. Verjetno boš videl, da v Parizu bodo še kakšen dodaten meter bolj v zadnji stal, pa izmenjave te rali bodo daljši. Ja, ampak tako za neko nepočeno oko, kam in grede prideš, boš rekel, pa se to v bistvu isti tenis. In potem isti igrači zmagajo na istih turnirjih. Ja, mislim, trava je bolj za sinerje, no? Pesek je pa veliko bolj za Alcaraza. Ampak ne je spet tok. Ne spet tok, ne. Imaš prav, se sta oba v finalih. Ti si bil igrače, recimo včasih, to se je šele dejansko s Federerjem, pa potem tudi z Nadalom in z Noletom obrnilo. Ok, Federer ima res samo en Pariz, me se zdi, ne? Ampak je bil vsaj 3-4 v finalu proti Nadalu. Nadal je pa itak. Kar se šteje, kakor da bi praktično zmagal. Mislim, si toliko kvaliteten igrač, da lahko zmagaš pesek, ne? Če ni Nadala tam. Če ni Nadala. Ja, seveda, Nadal je pa... Nadal ima, mislim, da samo en Wimbledon, ali pa mogoče dva. Ja, glih obratno, ampak v Avstraliji pa Amerike ima ta oba. Novak ima tudi zelo lepo razporejen čez vse turnire, ne vem koliko ima, mogoče Pariza malo manj, ampak že spet, ker ga je Nadal dosta ustavil, ne. Novak ima vse. Pred temi igrači, ne, se pravi prvi, ki je imel vse te 4, je bil mogoče res Roger, ne, ali pa mogoče na 2-8 je Roger dubu Pariz, 2-9 pa Nadal Wimbledon. Nole pa še kakšen let rabo pet dubu spal vse, ne, ki je pač malo mlajši. Vse. Ampak do leta 2-8 ti nisi imel desetletja igrača, ki bi sploh, moškega zdaj, ki bi sploh zmagal na vseh turnirjih. Ni bilo. Razen Agassi, ne. Agassi je zmagal, ampak tudi on je zmagal sam, mislim, en Wimbledon ali ne, ima 8 Grand Slamov, se pravi, ni mogel imeti prav veliko, poprečju 2 vsacga, ne. Sampras, recimo, ki je bil rekorder takrat, 14 Grand Slamov, 7 Wimbledonov, pa mislim, da 5-2, niti enega Pariza, niti enega finala Pariza, mogoče pač v polfinale Pariza, nisem ziher. Se pravi, to, ki je bilo, unika so pa zmagovali Parize, Sergio Bruguera, Gustavo Kuerten, Thomas Muster, ne vem, te neki Ferreroti, pa to, je bil Juan Carlos Ferrero, mislim, da je zmagal tudi. Te ljudje niso nikjer drugje naredili nič, ampak nič, ne. Recimo to. To nas pa vidiš, ne, se pravi, nekaj se dogaja s temi. Ja, zelo se je spremenil, mislim, se je tudi Nadal je itak, ki si prej rekel, nisem Djokoviča ustavil tam na Roland Garrosu, mislim, da je čisto vse. On jih je toliko zmagal. Kot se ljudi ustavil tam, ja. On jih je, koliko je on zmagal Roland Garrosu? 10 sigurno, če ne, mogoče 11-12, kar nekih je zmagal. Ja, več kot 10. Več kot 10, ja. Siguren, mislim, se je pa Olimpijski jagen prežgal v Parizu, ne. On res
Ja, Parižan. Ne. ja sej so bile tudi olimpijske igre, ne, zdaj ta zadnje v Parizu. Pa Se pravi, tam je olimpijski ogenj prožigom. Ali je bil zraven, ko so ga A je požigali? igral na olimpijskih on? Nadal, ker meni se zdi, da je. To pa moja ne. Ampak to je bilo pa po Ampak a je bilo na pesku? Ja, So ja, bile seveda na olimpijske so bile na pesku v pesku? Parizu. A Se prav, da lahko so bile, aha. pogledaš, mislim, da je igral. 2024, Ja, da je Nadal še igral. mislim, da je. Ne, po A? mojem ne, ker on je bil Ne. po mojem tam bolj tako kot gost. Malo Ali se ni upokojil že prej? pržigo, no, da to malo poglej. Bom pogledal. Ti to malo zdaj. pogledaš. zdaj. Ti pa. Zdaj boš mogel, mi Majka, jaz smo pa zdaj Cepljenika. zdaj govoril, ne? Ja, sej. Malo do besede pač. Ne, zanimivo, recimo, gremo nazaj, do Monike Seleš moramo valjda priti, ne. Ona nikoli zmagala Wimbledona, je bila mislim, da dvakrat v finalu, se pravi, to so ona je bila tudi znana potem, da je rada nabijala žogce, ne. Ne, zanj sem videl, ker smo imeli plavalni podcast, da se v spodnji pod podcastom pojavijo kar naključno nekaj imena, ne. In mislim, da se nam je pojavila pa tudi Tanja Šmit, namesto Tanje Klančar, to je Ja. bil malo problem, ne, smo njo iskali, ne. Tako da to si rekel, da se zgodi generično, ne. Ja, Aha, se pa moramo veliko govoriti o Moniki Seleš, tako da tudi vidva, no, vsake toliko časa lahko omenita Moniko Seleš. se to moraš sam enkrat ful natančen A povedati. samo pa enkrat moram? Če YouTube zna, če YouTube ve, kdo je. A če ona, če smo Tanjo Šmit, ne, če boste enkrat imeli hud podcast, Danes ko bo boste- Tanja Šmit spodaj pod podcastom, ti garantiram. Ko boste upam, da bo tudi Monika Seleš, no? Ker če boste delali, kdaj je videl, kakšen kot imela hud podcast, pa boste delali intervju z Moniko Seleš, bi jaz rad bil zraven, no? Tako, če je možno, no, to Boš povabil. bi bilo dobro, no? Zapisano, ja. Zapisano. Ja. V Mogoče glavi. bo to tudi algoritem že povedal, ne? A, Pa nas zdaj bo direkt- klicala, bo dala Ja. komentar spodaj, veš kaj vas momci, ki tako šta želite, ne? Ja, dej, izvoli, ja. Je igral, sem si prav zapomnil. igral, In ga je pa- tudi izločil Djokovic, to se spomnim. Ja, The best. To je bilo po poškodbi, a ne. Čekaj, Nole je zmagal tisti na olimpijskih, ne? Seveda, Ja, ja, je ja. premagal, če se prav spomnim, Alcaraza v finalu, ker je zanimiv. Meni se je bil Alcaraz. 2024 je... Sicer lahko pogledam Ne, Djokovic. Ja, Djoki je zmagal, ja. Aha. To smo Ja, že rekli to poletno sigurno. polno podcast, In jaz to tudi- že povedal. Mhm. In jaz tudi mislim, da je premagal Alcaraza v finalu. Sicer tudi to lahko zdaj pogledam, ne. Ne, Ampak dol si sicer. No. Ja, ne, ampak v bistvu bom kar tako rekel, pa stavim 100 evrov, gladko. Mislim, da imam dober spomin glede tega, tako da je bil ta finale. Ampak to je bilo itak po poškodbi, Nadal pol. Sploh ni več po mojem več igral, ne. Ne, dolg Verjetno. časa ni igral, pa Pa tudi pol verjetno, se je kar nehal. pol pa nehal. Ja, ja. Pol pa nehal. Meni se je 6. leta konc 2024, meni se je nehal. Mhm. Tako se mi zdi. 2025 mislim, da ni več. Da ni Ja, več ja, igral. po moje ne, ker jaz se spomnim, da je že kar nekaj časa nazaj njihov. Ja. Pisal tako, zmagovati je že zelo dolgo časa nazaj njihov, ali? Ja, kdaj je on zmagal zadnji Pariz? Ja, po letu 20 ali pa okrog Ja, leta 20. Po letu 20, ja, ampak Kaj bolj dosti pa ne pa spomnim tudi se, mogoče da samo meni se enega, je ja. 22 ali 23 izgubil, meni se je v finalu proti Djokoviču. Pa tudi samo en finale, ne? On razen Pariza ni nobenega turnirja za Grand Slam dubo po mojem od leta 2015 nadal. Ali Ja, pa to- 2017 recimo. No? Ja, Kaj takega, no. on je res specialist. Je pa res, da bil. dubo še ne 4 v Parizu, ne? Ali pa Ja, to pa ja, Od on je bil takrat, res pač specialist. Ampak Parižan če, težek, ne? če ostanemo še malo pri statistiki, Kaj zdaj? povprečna dolžina izmenjav. Sicer to je pa ful odvisno od površine, ne, Ja. prava pesek. Da, sploh ali pa- zdaj v Turu, ker Wimbledon, to je bil zanimiv podatek. Prejšnja dolžina izmenjav, dolžina, mislim, No, število udarcev, ne? Tudi jaz imam to statistiko. Za Wimbledon zdaj ali pa 30 let nazaj, to bo zanimivo, ne? Ja, zdaj Ok, kaj za točno te statistike nimam. No, dobro, ampak to je vprašanje, je? moje vprašanje Oziroma je statistika, kaj imaš? dolžina- Ja. Kolikrat so žgal žogco pred Kdaj, katerega leta? točko? 90. 1990. Mislim, da je to zdaj. Da je to A, zdaj. zdajšnja. Ja. Zdaj, To- na katerem turnirju? A ja, se imam 90, pa danes, ja, ampak Aha, 90. Na A tudi za servis je bilo pred 90. 2,5. To je pa Aha, ker si rekel 20 let 20 nazaj. nazaj. Ja. Ja, Okay, no, to je pa 90 starejša so bile statistika. krajše izmenjave kot danes. Ja, seveda. 90, pa sploh zato, ker je na travi bilo toliko manj. Na travi Ja. so 3-4, ne? Ampak tudi zdaj, mislim,
Ne vem, Mi je zdaj so ene zanimivo, 10. veš kaj, zanimivo mi je, Kaj so pa da so bile, ja, imaš prav, od 5 do 7, takrat so bile pa v 90-ih pa od 3 do 4, tako da so Aha, masno skoraj več, za ja. enkrat več. Ampak meni je to zanimivo, resnici, zato ker glede na to, da smo prej rekli, da je bila povprečna hitrost servisa, pa če rečemo, da je bila 90, še precej nižja kot 185, pa je zdaj narasla za skoraj 20, a ne? Ja. V zadnjih 20 letih. Se ne dobiva očitno toliko točk na servisu. Glede na to, da je servis vedno hitrejši, pa da so vedno daljše igre, meni to zanimiva statistika. Ja, samo očitno se polk, se žogca, čeprav servis hiter, odbije nekako tako, da se upočasni, pa nekako preleti tako, da lahko jo v nasprotnik odbije. Ne? Jaz mislim, da tako kot je tle v bistvu omenjen, da je manj te elegance, manj grejo na to, da bi servis tako servirali, da ga ne bojo mogli odbiti. Manj elegance. Oni sam nabijajo to žogo, ne? Manj elegance, zato sem jaz njih hotel izgledati. Ker zadnji eleganten igrač je bil, sem povedal to že javno. Sem pa povedal, že marsikomu povedal. Odkar Roger ne igra več tenisa, jaz tenisa več niti ne gledam, niti ne igram. To kot tem, kakšnega človeka sta povabila na televizijo. Ampak Roger je bil čisto drugačen igrač. Te so vsi so cari, vsi tudi Nadal je bil meni zanimiv, za gledati, pa tudi enoročnega Beckhamta praktično ni več pri moških. Pri ženskah itak, ženske je bilo ne 5, da sem jaz vedel za njih, da so igrali enoročnega. Moški pa tako, četrtina ali pa tretjina igračev, zdaj noben več to ne dela. Se pravi, vsi enaki igrajo, to mi je malo dolgcat. Vse so dobri, pa močno nabijajo, pa veliko lafajo, pa čisto so hudi, pa to. Ampak kaj me zdaj zgleda po televiziji, dva lika, ki nabijata žogca, ker niti ne veš, kjer je kjer, pač nabijata vna žogca. Pa Roger si točno vedel, kjer je Roger, kdo je elegantno, kdo ima to neko fantazijo, pa domišljijo, pa tako ne. In je imel res dovršene udarce. Bil pa je on psihološko zelo močen, ampak se je pa videl, se je v ta glavnih mečih, da je bil malo mu zmanjkal psihološko. In proti Nadalu, in proti Novaku, ki sta bila pa oba z psihološkega vidika kar robota. Mislim, nisi mogel nič. Ja, seveda psihološko in to je po mojem tudi veliko prevagal. Mislim, to so itak. Mislim, tudi Roger se mi zdi, da je bil psihološko dosti močen. Mislim, se govorimo o vseh najboljših. V onih mečih, z Nadalom, nekako meni se di psihološko zmanjkalo dosti tudi. To se strinjam, ja, ampak to je spet čisto. Ti nisi ful psihološki, ti si hotel govoriti nekaj o psihologiji tiebreaka, to bo težko, ne? Ampak to bo težko psihologija, recimo, šport je dvoboj, ne? A veš, to je tako, ka eni pravijo, da v šahu psihologija, pa tudi ni toliko. V šahu moš ti v končni fazi... Boks je, to je tako kot boks. V šahu moš ti odigrati, kakorkoli vzameš najboljšo potezo, ne? Ne boš rekel, zdaj bom pa malo drugačen, nekaj slabšega, da se boš ti slabo počutil. Ker če si ti prav šahist, boš najdel narobe, pa boš odigral, ne? Pri lafanju tudi ne rabiš, ne? Pa pri nekih teh športih, psihologija. Psihologija veliko manj, tudi pri kolesarstvu, ki je pa 1 na 1, ki je tudi arena, mislim, ali pa pač pri kolesarstvu mogoče že, ker si 5 ur, pa ta stena, a bom napadal, ne bom napadal, ampak tam je spet noga, a ne, ti pove, ne. Tle pa je tako, a ne, jaz pa razmišljam, kako bom točko gradi, kako bom proti tebi igral. A ti bom da nabegati, ti bom tja, pa si mislim, wow, ful dobro, tam ne bom žogo dal v kot, pa mi jo ti zabrišeš nazaj, tako da jaz sam gledam, ne. Lahko daš v out, ampak psihološko se brez malo vprašal, a sem jaz sploh še splačal to delati, le k vam je naredil, nimam odgovora na to, recimo, ne. Pa če sem psihološko trden, bom rekel, še zmeraj bom jaz šel to delati, itak bo vsako ta tretjo nabil out, ne. Ali se bom pa izpostavil mogoče 20 cm malo, pa bom kakšno rešil, če si psihološko trden, če si psihološko šibek, adijo, ne bom ti več teh žog sploh dajal. In zdaj sem zožal svoj repertoar udarcev in je te že z tega vidika tudi lažji, ne. Definitivno. Recimo, ne. Jaz mislim, da tukaj ni samo to, da pač bi bilo v drugih športih ful manj te psihologije, je za samega igralca v smislu takrat, ko se dogaja ta sam šport, ne, kaj je meč, ne. Ja. Se mi zdi, da je druga vrsta psihologije, pri te niso, pri boksu recimo imaš obe dve, ne, da imaš in tisto, da si živčen pred tekmo in tisto, da moraš razmišljati, kaj bo zdaj naredil, kaj bo nasprotnik reagiral, ne, tako moraš razmišljati, ne. Ne vem, pri teku, pri šahu moraš pred mečem moraš biti pripravljen na to, ne, se pravi samo ta prvi del, ker si ti stojiš, da ne boš popustil, preden boš prišel na štart, ne, da boš ti z glavo pa stvari, da boš vedel, da boš dal vse od sebe, pa da si dosti dober, da zmagaš, ne. Samo, da je samo ta del, ni pa unga dela, da boš taktiziral, ne.
ni tega psihološkega taktiziranja. Ne? Ni taktiziranje. Ne? Ja. Psihološko je recimo v šahu, da bi rekel, ko imaš ti neke otvoritvene variante, pa to ne, a si upam, v delacitah si pripravljen. Pa, Ja. ampak se vseeno včasih za šahovnica malo odločiš, a boš v to varianto, ko malo bolj ostra, ali pa v to, ko je malo bolj taka remizerska. Ne? Tle, mogoče malo odvisno, koliko se ti počuješ trdnega psihološko, včasih boš rekel, to si pa ne upam, ne? Verjetno. Ne? Recimo, Ne, ker tako iz kolesarskega vidika živčeno sploh ne morem, mislim, to pred dirko, med dirko, težko sploh razmišljaš o tem. Ja, med dirko, da bi razmišljal, da si živčen. Ja, če greš proti nekomu, mislim, sej veš, kje si, mislim. Pri tenisu je pa drugače, če ti recimo si zgubil 2-0 v setih, ne, pa pol priješ nazaj, mislim, a veš, pa si tik pred tem, da zmagaš, a ne. Mislim, to si pa malo bolj živčen. Tenis je, se pri kolesarstvu, tenis je mogoče edini tak šport, kjer si ti ne moreš, če bom jaz tebe vodil 2-0 v setih, pa še break ali pa 2 v zadnjem setu, je to v bistvu to. Ampak v bistvu ni pa nujno, ne? Ja. Veš, jaz lahko 1 uro pa pol tebe guzim mačka, ampak nisem pa toliko velike prednosti naredil, da bom zmagal v fuzbalu. Če te bom 85 minut guzil, bo 7-0 in zdaj až ti dal v 5 minutah 7 golov, ne boš. Ja. Pa se lahko jaz potravam mečem. Ja. Isto v basketu, ko bom jaz 3 minute do konca imel 40 pik fore, lahko neham igrati, pa ti sam na prazen koš mečeš. Pri tenisu bom pa mogel še vedno vse to narediti. Bo prije servisna igra, mogel bom zmagati, mogel bom zadeti servis, mogel bom to. Ne? To si pa zelo, Če boš ti dvignil nivo igre, jaz se bom pa zlomil, ali pa me bo začela noga neki bolt, adijo. Mislim, da najbolj pametna izjava današnjega podcasta. Ja, definitivno. Rešeno, gremo dalje. Ne. Še malo statistike imam. Povprečna starost igralcev, kaj se ti glede tega zdi? Moški, ženske? Ženske so vse malo mlajše. Mislim, da moške, predvsem tle je ta. Ne, prej pri te servisu so verjetno moški govorili. Ja. Ne, sej so vse. Kjerih zdaj? Kjerih? Povej Simon najprej. Jaz bi najprej to omenil. Če bi mene vprašal, a je razlika med poprečno starostjo takrat pa danes, bi rekel, je ni. Ampak je. Se vidiš Novak, kako je star? Mislim, da je v vseh športih zdaj razlika. Sam Novak je glih kontra k temu, kakor se dejansko zgodil. Kontra trendu je Novak, zdaj so mlajši, kaj? Ja, vedno mlajši so. Mislim, se tudi v vseh športih se dogaja, da so vedno mlajši. Zato, ker šport postaja per nižji starosti vedno bolj profesionalen. In v bistvu ti prej končaš, ne vem, šolo daš na stran, ker itak, če si ti talent, te vzamejo in ti se začneš razvijati veliko hitreje, vse je bolj poskrbljen, vse profesionalno že pri 12 letih. Mislim, recimo tale Šeško, ki je zdaj mladi up Slovenije bil, ne? Ja, no, on je res mlad in ne vem, kdaj on že začel, mislim, bi mogel se malo pripraviti na to, da bi o njemu zdaj govoril, ampak to so izjemni igralci, ki začnejo že toliko zgodaj in vse je v bistvu podrejeno temu, da ti postaneš profesionalc. Ni opcije, ne bom. Je pač, boš profesionalc, on zagotovo bo. In pač, zato je ta starost teh najboljših. Po drugi strani je pa tudi tako, da ti pri večjih, recimo časih, Agassi, ki je zmagal v svoj Pariz, mislim, da leta 99, jaz sem bral njegovo knjigo, ful zanimiva knjiga, sem ta del proti koncu, ko je on začel osvajati Štefi Graf, tam tako, pač zanimivo je tisto. In mislim, da povezan s tem, oba sta zmagala Pariz 99, to lahko pogledaš. Lahko, evo. Tudi kdaj je bil on star, koliko je bil takrat star. Precej ne, ker je že začel že 10 let prej. Okoli 30 je bil star, no recimo že, in pol, ne vem, še kaj je zmagal, še en turnir je mogoče zmagal, ampak tako nekako se je govoril tudi pol, kakšen članek prebereš pa to, da je tako big deal, da si ti pri 30 zmagal turnir. Lej ti Novaka, lej ti, koliko so ti fantje vsi po 30 zmagali. In jaz sem prišel na teorijo, da je v tenisu kriza, zdaj, a so Nadal, Nole,
Roger bili res toliko boljši, Ja. da naslednje generacije, potem so se generacije skozi menjale, ne. Tudi, ker je bil Sampras, ker so bil prej oni, ne vem, kaj so bili, Baker pa Lendl pa vsi te, skozi je prišel nekdo, vsake 5 let, vsake 3 leta je prišel nekdo, ki je bil šampion na nivoju tega, da bo 5 do 10 turnirjev za Grand Slam. Zdaj, oni so pa vse usrkali vase, ampak jaz ne verjamem, ne, lej, koliko je Sinner star pa Alcaraz? Zdaj, 25 stara, recimo plus minus. Sinner je zagotovo starejši, Alcaraz je meni se da tam 22 do 24. Ok. Bi jaz rekel, lahko Ok, to tudi če pogledam. si na starejši, prej, kot pri 25 ni nič, ki je dosti nedelo. Novak je star pa 40, 39, ne? Novak je pa full star, Zdaj, ne? o Alcarazu imam pol še veliko statistike, ker on je zagotovo, po mojem mnenju, bo eden najboljših, kadarkoli. Se pa ne Sinner, ampak Alcaraz. Definitivno, ker je mlajši, sigurno. Aha, ker je mlajši, ne? Ja, pa tudi, mislim, se pridemo primerjava teh dveh, a ne najprej bomo s temi malo starejšimi. Ja. Ampak 22 let ima, 5. Alcaraz, maja 2003 je rojen, zdaj Sinner pa lahko tudi pogledam. Okay. Je bil to big deal, ne, recimo, če pa ti gledaš te finala, ne, recimo, čisto konkretno, mi smo hodili Hižo, to ne, Ižo, kako se temu reče, shout out to Ižo, ne, to je en plec, ki mu rečemo tle pri Pop TV, no, ker smo igrali tenis, pa pol tudi šohirali s kolegi, pa tam je bil tenis na TV, pa smo se te turnire gledali, mislim 2015-2016, če ne obe leti, sta Roger pa Nole igrala finala v Wimbledonu, recimo, ne, zdaj pa Roger, letnik 81, se pravi, je bil takrat star 35, 34, 35, Nole letnik 87, je bil pa takrat star lih malo po 30, ne. Pa Nole 10 let zatem vidimo, kaj dela, ne. In potem se človek vpraša, kje so zdaj tle mulci? Mulcev 25 let starih takrat ni bilo, mulcev 20 let starih ni bilo, ne. Se pravi, pa dobro, če vzamemo zdaj še Nadala, ne, se pravi, Novak se je v finalu tam matru, oziroma lih obratno, Roger, ne, z Novakom pri 35 praktično, ne, ki je bil Roger star 25, ali pa Novak star 25, ali pa v kjerkoli drugem času, Sampras star 25, takrat ni bilo 35 let starih tipčkov, ki bi dinajali tem igračem naslove, ne. To je zanimivo, ne? Ja, to se strinjam, drugače pa si rekel, Sinner je kar veliko dosegel, ko ima 24 let, tako da do 25 je že kar veliko A Sinner, dosegel. kako? Je do 24 veliko dosegel ali je zdaj star 24? Zdaj je 24, torej do zdaj Nisi kar rekel veliko že Alcaraz? dosegel. Alcaraz je pa 22. Alcaraz je pa 22. Ja, Oba sta torej mlada, dve ne, leti. ja. Ja, Koliko sta. turnirjev ima ta ono, zdaj se ne vem, to število. To mi jaz bolj vedel, meni se da ima Alcaraz jih kar, bomo rekli, da 6. To ni malo, ne? Ne, to ni malo. To ni malo, ja. Sinner bi rekel pa, da ima, ampak to na pamet govorim, bi rekel pa, da 3. Mislim, Pa Alcaraz jači, ja. ali pa 3-4, ne vem, pač 3. Jaz bi rekel 3, za Alcaraza pa 6. Zdaj pa lahko to pogledam. Zdaj vprašanje, kaj še longevity boste imela, ne? Ali bo poškodbe jih presenetile ali ne. No, recimo, kot zanimivost, ne, lih moj prijatelj Lojze Kozolem je zanč stisnil na WhatsApp nek message, da so Novak, nek turnir je bil in ob prihodu na igrišče so ga tele announcerji so ga pač imenovali kot GOAT, ne. Tako prav, kot da zdaj Koga? Noleta, ne. Jaz prihaja GOAT. Sej se strinjam. Mislim, Ja. vse je najboljši, za zdaj. Je. Aha, ti pa trdiš, da bo tele mulci pa, ne. Mislim, Ali bo jaz Češko? trdim. Čak, Ja, to je Če- zdaj težko. Češko si mislil nekega tenisača, ki ga jaz ne poznam. A si mislil Ja, Benjamina to je Šeškota? Slovenc. Ne, Manchester ne, United, aha, okej. ne. To je en zelo mlad, mislim, da ima tam mene 17 let zdaj, recimo. Lahko tudi o njem pogledam, ampak zdaj sem dobil statistiko Sinner Alcaraz. Ja. Sinner ima 4 zmage, in sicer 2 na Australian, pa enega Wimbledon, pa enega US. Torej, Brez piska, ja. ja, pesek sej, Alcaraz, ne, je njegov, mu je že 2 naslova vzel. Mislim, on je bil v 6 finalih in 3krat proti Alcarazu, 2krat ga je Alcaraz premagal. In sicer enkrat v Franciji, torej na Roland Garrosu, pa enkrat na US Openu. ZDA, na zadnje, ne. Pa vedno so te tekme zanimive za gledati, mislim. Dolge, zanimive. Ona dva imata velik final med sabo. In meni se zdi, da še premalo, te 3 se mi zdi tako zelo malo
zdaj po moje letos, to je moja napoved, pa se bomo pa lahko septembra vrnili nazaj, pa pokomentirali, ne. Ampak moja napoved je, da boste igrala, pač, če ne bo poškodb, ne. Vse 4 finale. Vse 4 finale, ona dva. Tukaj jaz ne vidim... Se tudi po žrebu tako, prvi pa drugi nosilci, da se ne morata prej srečati. Ja, prvi, drugi in je to rešeno. Kaj pa Novak? Novak bo prišel... Do kakšnega polfinala, kam? Možno, ampak jaz ga vidim bolj tam četrtfinale, pa odvisno, kako je na žrebu naleti, na katerega koli od teh dveh in izgubi 3-0. Ja, ampak če ne naleti na nobenega od teh dveh v četrtfinalu, je pa polfinale, ga pa sigurno. Ga pa tam počta, ne? Ga pa siguren, zato ker se sama ne bo A še kakšen drug razen Sinnerja pa Alcaraza, za katerega bi ti rekel, da je toliko jači od Noleta, da Nole nima proti njemu šans. Aha. Nole lahko seveda izgubi tudi proti komu drugemu, se razume, ne, ampak... Ne. Mislim, Nole je tam z... Zdaj, če ne bi bilo Alcaraza pa Sinnerja, bi Nole bil zdaj lahko... Gotič, mislim, Gotič tega Goat trenutka. ne bi bil, ampak... Ne bi bil, aha. Goat je Mislim, vseh najjači, časov. no. Ja, vem. V tem trenutku bi pa lahko, mislim, veliko večje možnosti bi imel, da bi pa zmagal neki, pa... Mislim, bi imel veliko večje možnosti, ker zdaj, da zmaga kdorkoli od teh drug kot ta dva, nima nihče možnosti. Torej, upam si trditi, da nihče drug ne bo zmagal katerega koli Grand Slama, kot ona dva. Kaj pa ženske? Ženske, to je pa mešano. Ženske so bile meni z tega stališča vedno dosti bolj zanimive za gledati, ker res nisi vedel, razen tega, da je kvaliteta jim malo padala. Tako, zelo redko si videl ti ženski meč, da bi recimo rekel, da je cel set ali pa večino dela seta zgleda tako, da so bile obe res na top nivoju. Vedno ena tako malo pada, pa po drugem setu bolj obratno. Ja. Pri decih tele Sinner pa Alcaraz to bo na hard, skozi. Kakšen bo imel kakšne par minut malo krize, ampak to je pa to v bistvu, ne, verjetno. Pa pri ženskah je vedno lahko kjerkoli druga zmagala, ne. Prva nosilka ni nikjer pomenil, je včasih izgubila v drugem, tretjem krogu, ne, doskrat, ali pa je v polfinale so pa šle, mislim, kad si imel ti to, ta čas, The Big 3, The Big 4, ne, so bili vsi 4 praktično dva od teh 4 v finalu, pa 3, če ne 4 od teh 4 tudi v polfinalu, ne. Recimo pri ženskah tega ni, tako da ti se meni bolj zanimivo. Ja, zdaj to, kar sem še prej, da se pa na Alcaraza osredotočimo še malo, je pa Alcaraz, kot sem rekel, ker njega malo, ker sem bolj fan. Ti si fan Alcaraza? Sem fan. Ker vidim, da si se hotel osredotočiti nazaj zdaj na Alcaraza. Ja, ne, pa tudi zato, ker sem zadev, mislim, 6 zmagma na Grand Slamih. On je res, pač sem mislil tudi to rečno, da on je res za te velike tekme, sicer, pustimo olimpijske izgubo, ne, proti Djokoviču, ampak on je res... Olimpijske niso velika tekma, to niso. Ne, so velike, ampak v tenisu so pa... Ne spet tok, ne. Ne spet tok, so pa zelo pomembne. Ker Djokovič je zelo želel in se je videl se mu je, da je želel to, ker še ni zmagal. Čeprav je bil že leta 2008 v Beijingu, je bil 3., meni se zdi. Mislim, to zdaj gledati brez veze. Ampak je bil 3., meni se zdaj malih finalov sploh ne igra več. Mogoče je bil v Wimbledonu tudi, v Londonu 3. Mislim, da polfinale zgubil. Takrat je Mari premagal Rogerja v finalu. Najbolj je zanimiv na V Wimbledonu pa jih obratno, Roger Marija. Najbolj zanimiv je na olimpijskih igrah, kje so te poletne iz vidika tenisa, ne? Zato ker pa se lahko kakšna podlaga. Meni je najbolj zanimiv, če je London, Pariz, to je drugače pa pač trda podlaga. In imaš srečo, ne, da v času tvojega življenja si imel in London in Pariz olimpijske. Sicer London, nisem prav zelo gledal, ampak... Ja, London so bila 6. Andy Murray je premagal Rogerja, to ti lahko povem, no. Če nisem bil v Angliji takrat. Med olimpijskimi, mojega brata smo šli obiskat. Pa si šel gledat kakšno tekmo? Ne, to pa ne. Nek fuzbal smo šli gledat, no. Mihika Cameron ali nekaj tanskega, fulejnih golov, tako, na Wembleyu, hodo. Ja, tam zagotov. Ampak ja, je pa... No, ker smo že pri tem, ne, tako, se bo mogoče spet kakšno ime izpisalo zdaj v spodnji, ne, pod videom. Začetek tekme, Serena pa Šarapova sta začela igrati, počas, pridem tja, že ne vem, 6-0, 5-1 ali pa 5-1, 6-0. Serena, ne. Šarapova je velikrat zgubila proti Sereni kaputer, takole, cak. Zanimivo. Ja, nekateri igralci so lahko ful dobri, cel turnir pa na nekoga naletijo, ki jim pa pač ne odgovarja način igre,
že to, da je levičar ali pa desničar, karkoli, to Nadal je ful levičar, vpliva. ja, Ne? ja. In to ful vpliva, če ti nisi prilagojen na tak način, tak slog igre, če tega ne treniraš, pa imaš lahko hude težave. No, recimo, zanimiva statistika, ne, to vsi, ki mene poznajo, vejo, da rad govorim o tem. A ste slišali kdaj za Stanislasa Wawrinko? Stand the man. Takrat to je bilo jih mogoče Wawrinka, malo, preden si začel- Švicar, jih ja. mogoče malo preden si ti začel. On Stan je bil Wawrinka, hud, ja, on je ja, toliko ja, jak seveda. igrač, on je imel backend, saj tako izgledal. Vem. Backend enoročni, ne? Backend močnejši od forehanda, mislim, tako izgleda saj, ne. No, on je Noleta premagal leta 14 ali pa 2015, to ne vem, enega od teh 2 let. Noleta v Parizu premagal 4-0 v setih, ne. To je edinkrat, da je šel v finale na 4 sete, ne. Zakaj pa? To je joke, ne. To je joke, zdaj bom razložil. Ja. 3-1 je bilo, prvi set je dobil Novak. Aha. Torej, Novak je, to se smeje moj kolega Norca delava, ne, z vseh nole fanov, ne, da pa Stenga je pa 4-0 počel, ne. 3-1, ne, prvi set je zmagal Nole, pa bom zdaj probil dokazati, zakaj je v bistvu tudi Wawrinka dobil prvi set, ne. No, izenačeno vse lepo, se je bil dober meč, tudi pol je bil dosti izenačen, pa Wawrinka je res hudo igral in je bil mal, ni delal toliko teh napak in je bil hud, ne. Pa 3 sete je zmagal, tako je bilo na 5, pa zanimivo, pa jih je zmagal, ne. Prvi set je pa Nolan nekako prišel do brejka, pa je tudi zmagal z brejkom prednosti, ampak v enem gemu je pa na Novakov servis, ne vem, je imel Stan, ne vem, 0-30 je imel, pa mogoče je imel tudi 15-40. Imel je tako 2 točki prednosti. Vmes se je pa zgodilo, da je eno žogo nabol nekam, Stan pa so mu klicali out, pa je potem pokazal posnetek, da je bila ipak not. Zdaj posnetek je mogoče malo ni čisto regularen v Parizu, ker tam mislim, da grejo gledati od tist žoge, ne. A to še Ja, ne delajo? ja, to še zmeraj. Tako da to tisto pa ni official review, ampak videti je bilo, da je bila žoga not. Bil je winner, Novak ni prišel do žoge, ne. In če bi dal tisto točko, če je bila not, pa bi jo dal Wawrinki, bi Wawrinka dobil tisti break nazaj. Se pravi, Nole ne bi dobil gaseta z breakom fore, glede na to, da je pa 3-0 zmagal, naslednje 3 sete zmagal, jaz ta set štejem pol Wawrinki, ne, to je pač ta konstrukt, ne, joke, ne, in tle pol midva pol prihajava do tega, da v bistvu bil meč 4-0, ne. Tako da GOAT zna zgubiti 4-0 tudi v tenisu. Ja, se da, ampak še vedno. Dober meč je bil drugače, se je bil res dober, tako zanimiv bilo, ja. Meni je bil najboljši meč French Open 2025. Ja, vidiš, to nisem, lani. Ja, Alcaraz, Sinner, daleč najboljši, dolg, 2-0 je bilo za Sinnerja, vodo je imel že match point, meni se je imel 2 match pointa, pa je potem Alcaraz prišel nazaj. To je tisto, ki se pogovarjamo, da ne moreš dosti prednosti narediti v tenisu in leto to. Tudi poglej US Open, mislim, je bil 2010, polfinale, Roger, to je bil let, ki je res Nole eksplodiral, ali pa potisem, ali pa že prej eksplodiral. Roger je vodil, mislim, da 2-0 v setih, pa imel je break, ali ne vem kaj, ali pa tudi 2-2 bilo v setih. Gledam, imel je tako hudo prednost, da je imel, mislim, da 0-40 celo na servisu od Noleta, ne vem, ne, zgubo, ne. Ja, definitivno, to je to, kar si omenil, je pač res pametno. In se strinjam, da... To je ta psihologija, ne, a veš, Novak... Ja, ne, ampak psihično... Ali ima na svoj servis neko match point ali neki, no, a razumeš, ampak to je ta Noletova psihologija. Nabiješ mu servis, on si je v glavi ugotovil, kam in na return mu je nabil winner nekam na črto, ne. A veš? To je neverjetno, mislim. V trenutku unmu. Ta pravimo trenutku, ne tam neki, ki je 1-1 v prvem setu, pa, ampak tako, ne. Ja. Tisto takrat, ki šteje, ne. Ja, zato pravim to mentalno, ne. Mentalno tenis, mislim, itak, ki je match point ponavad, bi bila zanimiva statistika, ki je match point, je tekma odločena v tenisu. Kako to misliš? Pač, meni se, da se ne moreš pobrati iz takrat, ki je match point, zelo verjetno bo v tistem nizu še zmagal. Mislim... A ja, statistično... Tisto ima match point, meni se zdi, statistično, da ja. povratka skoraj da ni. Statistično skoraj, ja. Ja, ampak to, kar je uspel, mislim, lansko leto Alcarazu je bilo neverjetno. To smo se po mojem pogovarjali že na lanskem podcastu. Ista stvar je bila, pa eno leto preden Nadal zmagal prvi Pariz, to je bilo zdaj, ne vem kdaj, 2-2, ne,
pa ne to ne, Pariz mislim, da zmagal 2-4 ali nekaj tazga, no koliko en let prej. Korija pa Gaudijo, 2-0, isto, ja, isto. No, ampak če se vrnemo nazaj k velikim trem, Djokovic, Nadal pa Federer, koliko misliš, da so v letih, kaj, 2-3 do 2-23, torej 20 let, koliko so osvojili Grand Slamov? Najprej, koliko jih je bilo sploh? Kaj, 20 let, 80 let? Ja, najprej moraš zračunati, kaj, 80 ja. jih je, ne? A tako rečemo. Ja. Koliko so jih oni zmagali? Ja. Tako ti bom povedal, koliko so jih oni zmagali. Skoraj vse. Ja, lej, Andy Murray jih je zmagal, vmes so govorili neki veliki štirje. Ja. Andy Murray, Murajca, ne, kao, ampak, sorry, ne. Murray jih je zmagal, zdaj ti na pamet rekel, ne 4, ali pa kaj več, ne vem, ampak reciva tako na pamet. Stan the Man je zmagal 2, po moje. Enega je zmagal Marin Čilić, US Open, to vem. Marin Čilić, enega zmagal, a še kdo zmagal? Mislim, da je Medvedjev. Pariza noben več. Medvedjev meni se da je 2-3. Recimo, da je Medvedjev tudi še kje je zmagal. Pa ne vem, a so ti tvoji Alcatrazi že kje zmagovali, še ne. 2-23. Se pravi, lahko rečemo, da so jih zmagali 70. Mogoče še ga res ne vem, koliko jih je Murray zmagal. Lahko da jih je Murray zmagal na 6. Ampak rekel bi, da so jih zmagali tam med 67 in 72. Oni trije. Ne samo. Ampak ne, se matematično moramo gledati. Se so jih vsi dobili manj, ne, se jih koliko ima. Vse, če veš številke na pamet. Se ne vem, Roger jih ima koliko, 20 ali 22. 20? Bravo, zadev se Nadal jih ima 22. Ja. In Nole pa koliko, 24. Evo, pa prejš do 66. 66, ja, od 80-ih, ne. To je ogromen. Ampak zdaj sta samo 2 in po mojem mnenju bosta ta 2... Ja, nobenega ne bo več, ali kaj? Nikoli. Ne, nikoli. Kako si to reč, ne? Zdaj je stvar zaključena za... Ja. Za tenis bo nehali gledati, ko bo to na 2. Ne, sej to je tako... A všti tudi nehal tenis gledati, ko bo to na 2 nehala? Ne, sej... Ne, jaz gledam zdaj najbolj tenis, ki sta Sinner in Alcaraz, ki imata res take dvoboje vedno v finalu, to mi je najboljš, da sta prvi in drugi, je finale. Dajmo se zmeniti enkrat, no, ko boš ti enkrat ugotovil, da je nek senzet Avstralijo, se mi ne bo dal, enkrat, ko boš ti ugotovil, da je to, ne, pa bomo šli nekaj bo en lokalček, mogoče res kakšen tenis plac, ne. Meni se zdi Australian, po čudnih urah, ja. Meni se zdi, da je najboljš. Pariz, no, ali pa Wimbledon, Pariz, če hočeš finale, pa je Pirček, pa bomo pogledali. Ne, ampak... No, pa kar piješ, ne, kavice, sej smo še le kavice, ne. No, evo. Pa če hočeš, no, pa greva, no, pa še ti sinke, če škoto. Ja, ker definitivno bo zanimiv letos še tole. Bomo videli, kdo bo kaj zmagal. Kaj ti misliš za Australian Open? Se vem, da ne gledaš, ampak kdo misliš? Zato tudi nič ne mislim. Mislim to, kar boš ti rekel. Aha. Ja, jaz rečem Sinner. Aha, Sinner, se pravi, kaj smo gotovili, da sta tam, da Alcaraz je res Pariz toliko boljši, da tlele druge pa težje, ne. Ne vem, mogoče pa tudi Sinner skoraj, no. Čeprav danes je imel... A ne, nekdo ima nekaj krča, ne. Sinner, ja, danes je imel kar težave, prvi set je... Ne, jaz bom rekel pa Nole. Ne bi smel, ne, po tvoje tega reči. Če hočeš, če bi šel kaj staviti, bi bilo to zelo neumno. Aha, ker bi izgubil. Jaz bom šel na Gauta, no. A imaš kakšne stavnice? Bet and Win ali pa kaj? Dej malo pogleda. Lahko zdaj pogledam. Tebi pa moram dati eno drugo temo za debato. No, pa dej. A se počas bomo tudi... Ja, bomo nehali. Zaključovali. Ja, smo toliko že, koliko časa smo zdaj že? Zdaj smo 1 uro že not. No, ne vem problem. Pa res hitro mine, pa sploh se nismo še pogovarjali o tem, kdo je resnici Goat. Je to Roger, je to Nole, ne? Do tega bomo še prišli. Ne, je pač Nole, ne? Ne, a še kaj tako na hiter za... Tele stavnice bomo preskočili. To bomo pol skrb stavili, kaj je, ampak... Kaj recimo smo hoteli še na temo tenisa? Ne, vsem, a pol Djokovic zmaga. Australijan. Recimo, no, ajde. Je. Okay. Kaj pa ti, Simon, da ne boš zdaj tle sam... Jaz sem svoje komentarje imel, Ti si imel svoje... Ne, pa si... Ne vem, kdo je boljši. Ne, si kdo je bolj, mislim, Sinner, ne. Sinner bo po mojem zmagal. Čeprav dan sem imel težave, kako rem. Ampak dajmo se še pol kaj malo na punce dati, ne? No, pa dajmo, ja.
Se pravi, tam si pa sploh imel težave z enoročnim bekenom. Pri ženskah ne zgleda mogoče enoročni tako eleganten, kot pri tipih, ne? Ampak že Stin recimo igrala enoročni, Štefi Graf igrala enoročni. Preden ni bilo veliko, ne? Preden gremo še na punce, še malo hitro, Ja. to sam jaz povedal. Ja. Malo statistike, Alcaraz je najmlajša številka 1 v zgodovini, imel 19 let. Spet ta njegova. Na pesku zmaga 80%, se bom tudi do Sinerja hitro. Ampak Sinner bo pa zdaj zmagal, ne? Ja, jaz mislim tako. Razen če bo res Nolan. To ne bo. Na pesku... Se da kaj zrihta. Na pesku 80% win rate. Kdo? In Alcaraz. To ni tok spet, mislim, Nadal je imel ful večjega. Nadal je imel 90. Ja, ja. Dobre, Nadal. Dobar, ja. Pa povprečno... propalica na drugih. Točno tako. In pa povprečno so 55% točk na return. Zanimivo. Na return? Ja, na return. To je hudo. Ena zanimiva stvar je bila, o serverjih si se hotel pogovarjati, ne, še nekaj. Server je tudi Alcaraz Ivo izjemen. Karlović, Ivanišević in Pa Alcaraz je tudi in te izjemen. modeli. Pa kaj še ne bil Pa Alcaraz je tudi izjemen. Ja, ne, ker je tako premagal. Mislim, jaz sem gledal, poglej si, če hočeš videti, kaj je dober servis, Ja, poglej US Open 2025. ok. Pa boš videl, kako je Sinner zgubil to. Samo poglej, vse točke so, to je bil sam, pač ni bil as zdaj, ampak Forced error v bistvu, ja. ja, ker Ace winner. ja, čist ga je, pač return ni mogel nič več. Pa še Sinner, v zadnjih 2 sezonah zmaga 65% tekem proti top 10, meni se je to ful malo. To ni tok spet, ne. Čak, samo ena stvar. Mogoče veliko na 55% Alcaraza pada, točk na return pomeni, da na točko, ko on vrne servis, zmaga 55% tekem. ne. Ni nujno, no, ampak... Ja. Točk 55. Veliko breakov bo naredil, no. Ja, veliko breakov bo Ja. naredil in to je tisto ključno, ne? Ker Saj ti to 6-2, dobiš ne? break. 6-2 pomeni, da si dobil ti... 6-2 pomeni, da si ti dubu, ker 4 svoje igre, pa 2 od nasprotnika, ne? Ja. 8 gameov je bilo, ne? ja, Pomeni, da si dobil približno ta skor, ne? Vsak drugi njegov... ja, Ja. sej to Se je pravi, on tisto, skozi ne. zmago je 6-2, 6-2, recimo tako, čeprav malo drugače so točke razporejene. Lih to proti serverjem, ne? Ti imaš recimo Ivo Karlović, pa Roger, pa so se pravi, kdo bo zdaj zmagal, ne? Ja, itak je bilo veliko tiebreakov, ne? Tle moraš biti mentalno močen in tiebreak je večinoma dobil, recimo, ali pa ni nujno da Roger, no? Top igrač, ker ni server. Zdaj, če si ti Roger, pa če znaš svojo servisno igro brand večinoma proti top igračem, tudi proti Nadalu pa Noletu, boš znal tudi proti Ivotu Karloviću, ne. Ivo Karlović, ki je recimo, da je bil tudi nekje med top 10 pa top 5 v kakšnem trenutku, ampak recimo Ivo Karlović minus njegov servis, pa ne bi bil med 20, ali bi bil pa komi med 20, ne. Se pravi, Roger nima sploh problemov s svojimi servisnimi igrami. Je servisni igra od Karlovića pa tako, ne. Če boš ti hotel tiebreaka sploh prijeti, mora vsak dobiti 6 svojih servisnih iger. Rogerju ni važen, a bo Karlović 3 ali pa 4 servisne igre dobil s 4 asi, pa se bosta sprehodila levo, desno, pa na kozarček, pa na čokoladico, pa naprej, ne. Ampak enkrat se ti pa malo zalom, to ti Ivo Karloviću, pa narediš dvojno napako. Pa se v nasprotniku nekaj posreča, ali pa da hočeš nek winner, pa ti gre v out. Pa zgubiš skoli 2 točki, pa 0-30, ali pa 30-30, pa malo živci, in vse, kar rabiš, je en tak game. Pa tudi, če ne, je pa še eno tiebreak, kjer imaš ti mogoče vseeno malo boljše šanse, ne, recimo. Ja. Pa še tole, recimo, zanimiva statistika je breakpoint realizacije. Piše, da je povprečje 40%, temeljita pa od 45 do 50%. Pa imaš pa... Kako 40, kako, kaj? Breakpoint realizacije koga zdaj? Povprečje. 40%. Ja, da kad ti dobiš break, da ga pol... Če dobiš break žogo, je 40%, da boš... Da boš dobil pač... to je veliko se meni zdi 40, se meni zdi veliko. Jaz bi rekel, da je bil tam 25-30, ampak... Ja, pa še ta najboljši return igralci osvojijo 30 do 35 return točk. Kaj pol Alcaraz? Zanimivo. Očitno so ostali toliko snavi, ja. Ja, ne vem, a povprečje je toliko najboljših igralcev. Je 30 do 35. Pa Alcaraz, mislim, zanimiv. Ni nujno, da je to
res. Ampak sam ne, a si ti Mm. siguren, 55% točk na return ali na drugi servis? Ne, Šale na Ker na return. drugi servis return. je tam dosti 50-50. ja, nekak statistika, to ne? ja, to ja. To bi bilo Ha. bolj realno, ampak mislim, tale, da dobiš 5. Ampak vse tudi to je, mislim, sam je težko. Odvisno proti komu tudi igraš, a veš. Če dobivaš Ampak dejansko Alcaraz dobiva 6-2, 6-2, 6-2 meče. Ja, zelo velikih dobiva tako. Aha, aha. On je kar dominanten, čeprav zdaj na Australian Openu niti ne. Ima malo težave, no. Mislim, vedno zgubi, vsaj pač en set zgubi, no. Tako, En se zgubi, ja, Alcaraz, ampak zmagal bo pa Sinner, ne? Se pa, ja. Aha. ko jaz mislim. Bomo videli. No, da gremo... Ženske si rekel še, ne? Ja. Ja. Spet bomo prišli do Monike Seleš. Ona je igrala, pazi, jaz sem bil ful mali, no, ker je ona še zares igrala, ampak ona je igrala, to lahko pogledaš, ona je igrala dvoročni forehand. Ne, če vi to veste. A? Ja. Nije imel veliko ljudi v želodcu, ker se ona je bila ta prva, ki se je začela dreti med tem, ki je odbijala žogce. Ampak ona je igrala dvoročni, jaz sem forehand, backhand, pa dvoročni forehand. In to mislim cela svoja kariera. Ja, mislim, Nenavadno, ne? ja, se lahko pogledam malo več, samo malo več časa mi daj, Ja, pogledam ja. malo o njej. Koliko pa je ona dobila, kaj veš, koliko je dobila? 8 ali igralcev? 9, mislim, da 9, do svojega 23. rojstnega dneva, ali nekaj takega. Dobro, Čak, ti to veš. sama. Ne, ona je rojena leta 76 ali nekaj takega. 73 letnik. Ja, do svojega 20. 20. Pa ženske ful prej zmagujejo. So tudi pa 14, 15 že kakšna zmaga ali pa blist, ne. Martina Hingis pa to pa 16. To veš, da so njo zabodali v hrbet, ne? To ja, to Leta to sem 93 so jo slišal. zabodali. Ja, ki je In na do takrat- tribunah, nekje tam. Medtem, ko je bila pauza. Ja, no, Ona je bila takrat stara torej 20 let in je imela 9 turnirjev za Grand Slam ali pa 8. Pa Ja. je šla pa nazaj in je dobila še vedno eno Avstralijo in bila je še dvakrat v finalu. By the way. S travmami, z vsem tem sranjem, ki ga je imela, že to je dobro za enega igrača, da priješ. Ne? Pa Ja. Mislim, da ne koliko let, če ne 5 let je bila med top 5. Recimo 2 leti ni igrala, ne, in vmes in tako. Ne. te statistike točno zanimajo, ampak Ja. si pa toliko zadev, da ti kar verjamem. Za njo govorijo, da bi lahko bila Gautinja. No? Recimo, to so vprašanja, ki me niti ne zanima. Mene, če bom imel intervju z njo, čisto druge stvari sprašujem. Ampak ne, ona bi lahko bila Gautinja, če tako vzameš, ker bi 10 let še gladko, lepo, normalno igrala. Ne? Zdaj ja, bi zmagala, ful velik, verjetno bi, ne, naslednje 3 leta skoraj verjetno zelo velik. Ne? No ja, kolikor vzameš. Ja. Drugače, kaj Margaret Court je Gautinja, ne? 24 ima ona. O ja. Te ima pogled. Meni se nima. Pa Serena pa Margaret. Serena jih ima, meni se da 9. 24, ne. Kaj 24? Ne, če o tom pa jaz zdaj šel pogled. Poglej, mislim, drog. da rač tako za punce, zdaj pa tlele. Martina Navratilova, če boš štel dvojca, ona ima toliko teh dvojcev. Ja, recimo, dobro, ne. ja. Ajde, Ampak ja. pri puncah je tako, da jaz nekako najbolj na 3, na Anisimovo, zdajle. Šviontek, Za zdaj, ne za Avstralijo. pa tudi v bistvu za Šviontek. cel let. Ja, Šviontek, Anisimova, pa mislim, ne vem, kako to naglasiti, je pa Američanka, mislim. Aha, zanimivo. Ja. Pa Sabalenka, tako da te 3. Sabalenka, njo poznam, tako, ja, ona je huda. Ne. Ja, Bila je tudi ona je številka ena in tako, tudi ima zmagala dosti, US Open Čakaj, she proti... holds 23 Grand Slam titles. The most in open era. 23. Štefi, 23. mislim, da jih ima pa lihenga ali malo manj. Pa imaš pa Margaret Court, kaj imaš to neki open, ne vem, kaj sploh to je neka fora. Pa- Včasih, ne vem, kdo včasih je rok. A vi veste, kaj je to open era, pa kaj ni open. Vedi, da to so enkrat to mogli leta 65. Ja, neki so to neki spremenili, način, kdo lahko igra. ampak to pa ne. Margaret Court je Avstralka, ne? Mislim, da imenuje neka dvorana v Melbourneu po Margaret Court. 24. The most in tennis history ahead of Serena Williams 23. Ja, se vidi, da je zgodovine dober, mislim, nekaj jo poznam. Ampak Jaz sem najraje Justine, recimo. No?
Taka mala bila ona Belgika, ne vem, 170, ti nisači so tudi tako, tisači so dosti visoke, enoročni backend je imela, ne, in ona je to bilo tudi tebe všeč, Pariz, pesek, to je ona rastura, ne. Jaz najraje Ona gledam tudi Pariz. po moje, da nima Wimbledona, no, recimo, ne. Ja, vse taki so bili, ki so bili bolj specializirani za eno stvar. To je zdaj, da je povsod nekdo dober. Ja, ne vem, kako je z ženskami, no, pa pri ženskah je manj te razne res Serena, no, pa tudi mogoče malo Venus, ni te dominacije. Ne, ni Koliko ima zdaj aktivne ženske, recimo Grand Slam? Sabalenka Verjetno jih najjača, ima, ampak jih nima največ, ampak jih nima prav veliko. Nič Mislim, kaj da več kot pet, Šviontek jih verjetno, ima ne. tam tudi okoli 5 Ja, do ja, 10, ja. več kot Ne, 10 10, nobena. ne more imeti 10. 10 nobena, tam Ker okoli ti imaš 5. veliko teh, ki zmaga Grbin Muguruza, recimo, zmagala enega ali dva, konec, ne. Una Japonkica še igra. Osaka. Osaka. Ja, tudi nima tudi toliko, igra, ne. ampak je zdaj neki nazaj prišla, ampak ne vem, če je sploh. Pa imaš recimo te igračice, ki so Aha, bile lej, številka- vidiš, predala je dvoboj včeraj ali pa Kdo? danes. Osaka. Aha, Je 16. nosilka. ja. Ampak ja. Pa si imel primere, recimo, ki so bila številka 1, mislim, da ne vem, Dinara Safina ali kera, pa ni zmagala nikoli turnira za Grand Slam. In tako naprej, recimo, Ja. ne take zgodbe si imel. ne. Simon je neki hotel. Rec, ja. A ženske imajo samo 2 seta. Dva dobljena, ja. Ja, ja. Tako, tako. 2 dobljena. Edina na spodnjem delu tabele je Šviontek, ki ni v 2 Edina, končala. kaj je to pomeni? Ki ni končala tekme v 2. A zdaj te zadnje. Ja, vse so se končale na 6-1. Ampak Ja, jaz še to vedno se moraš naučiti. Ne. Ni tekma, ne reče se tekma, ampak se reče dvoboj, oziroma Ja. meč. No, pač Ja, ja, ja. Tekma je Smash. futbol, pa to imaš malo to Ja, ja, ja. mentaliteto, vidim. Ne. Ja, ali Dobro, pa, ne. ja, karkoli. To razrežemo, da noš izpadel. Butl. Ja, ne, sej ne. tak smo nehali. Ne. Čak, to pa nisem plačan, A? da bi tole rezal. Ja, ja, A, da ja. bo boš zdaj skrbel za njegov imič. ne. Ja, No, je, sej, A. sej ni tako pomemben. To Čisto zares okej. se sploh ne sekiram. A še kje za zmence? Mislim, da ne. Pri puncah, po moje, težko na koga stavimo, da bo zmagal. To pa res je zvoleno. Aha, to moraš Čeprav po posnemanju jaz rečem, pogledati. Pogledati, jaz rečem pa vseeno Sabalenka. Ne, pogledati tele stavnice. Ne. Stavnice pa tudi, ampak jaz rečem Sabalenka, čeprav Anisimova se Sabalenkica. stavi tudi lahko, ampak Ja, vsaka Kot ne očitno ne, pišeš ne, smo Sabalenka. zdaj ugotovili. Kaj? to je spoden del, torej to je spoden del lestvice, verjetno. Sabalenka je Listov, ali kako prije. Sabalenka je prva nosilka in je v zgornjem delu. In se igra po Kako dnevih. pa ne. žreb zgleda, enka pa dvojka prijeta v finalu. Ja. Kaj pa trojka pa štirka? To je žreb. Ali dvojka Mislim, proti trojki, da- pa enka proti štirki, Mislim, da je to vse pa enka proti določeno. to ni osemki, dvojka niže. proti sedem, tako kot v NBA-ju. Meni se je tako. Aha, ne vem. Da se tako, če bi tako šli, bi prišli do četrtfinala. Meni se je to tako. Se pravi, 1, Se bil 8, 2, 7. četrtfinalu, pa Če bi vsi ta jakih 8 prišlo v četrtfinale, tako kot bi NBA. bil čet... 1, 8, 2, 7. Meni se zdi, da je tako, no. Tako Meni je se da tudi, je ja. tako. Ja. Ja, zanimivo. ja. Ampak, ja, to je nekako to. Meni se je, da smo dosti povedali. Predvsem ti si ful zanimivih stvari povedal, tudi veliko novih, za večino, po moje. Ja, Tako to da- 4-0 v setih, ja, to je sigurno ja. bodica, ne. Ne, ljudje nekaj več napišejo spodaj komentarje, pa bomo pol naslednjič, mislim, kdaj drugič še kaj se spomnili, ali pa mogoče kakšno stvar malo popravili. ne. Zadnjič na plavalnem sem kar ugotovil, sem jaz kar nekaj faktičnih napak povedal. No, ampak sej bomo... No, to bi se res rad upravičil, če so lahko javno. No. Vse ne pare brezveznih, ampak Kuno Čavič pa Michael Phelps, to sem pol, hvala vam za un podcast. Jaz zdaj že zelo veliko, mislim, kar dost, predvsej več plavam zdaj, odkar smo imeli tist, ne, tako da drugače ne bi. Lepo. Tako da hvala, rad plavam zdaj. Torej, tisto, kar sem rekel, da je z neko silo, da moraš priti na ploščo, ker sem rekel 7,5 Newton nirje, 7,5 funtov. Se pravi 3,5 kg ali pa 4 kg. 3 kg, No, 3,5, no tako. To je pa že malo več, ne? To pa je že malo Bolj tri, siličke, ne? Tako je to recimo. Ne? Tako da, ja, to se jaz. Balej, sej se vsi Pa še kaj nekaj drugega, ampak to novega samo res opet. Popriče se naučimo. moramo res nižji klančar. Ne? Mhm. Ja, tako da sej glede na to, da si najen reden gost, se bomo pa
vsaj po septembru enkrat Posipavali s mogli pepelom, videti, ne. Ja. da bomo videli, kaj smo zadeli, kaj nismo, pa pol analizirali še poln stvari. Kolesarska sezona in take To se zadeve. bo pol tudi začelo, To se zdaj začne. Čeprav je že zdaj o tem zelo veliko govoriti, ampak pustimo. To je z moje strani vse za danes. Dobar, pa hvala, da si prišel. Pa hvala vam, da ste si vzeli čas pa tole pogledali. Upam, da vam je bilo zanimivo. Par stvari smo prediskutirali. In ja, se vidimo naslednji torek.